Peter, Pavel in Janez so bili 20-letni pankerji, anarhisti, ki so verjeli, da je le z dejanji možno spreminjati svet in biti zgled ostalim. Potem so se razlikovali od drugih mladih Kamničanov, ki so samo iz distance motrili dogajanje na vaški sceni in filozofirali, kako bi oni spreminjali svet okoli sebe, če bi bilo to seveda mogoče. Naši mladci pa so zadevo izpeljali v praksi, filozofiranje pa prepustili Modrijanom, ko so se zelo stvarno napotili k avtobusu, ki je že pred urami končal svoj šiht. Z nekaj potezami, ki naj to stanejo poklicna skrivnost, saj ne želim širjenja vlomilske dejavnosti med bralstvom, so se avtobusna vrata vdala, se odprla in spustila noter dogodivščine željne kupce, ki so že vse življenje sanjarili o podobnem podvigu. Janez je sedel za volan, si poveznil šoferjevo čepico na glavo in vžgal avtobus. Pavel je iz žepov privlekel gostilniške račune in se pretvarjal, da je sprevodnik. Peter pa je kot prizadeven potnik, ki mu je mar, sedel na prvi sedež desno, da bi od tam usmerjal vožnjo. Tako so začeli svojo dogodivščino, o kateri gre še danes glas v 9. kamniško vas. In potem imam 3 zaključke, pa lahko potem na koncu glasujemo, kjer je najboljši. Prvi zaključek. Za začetek so fantje složno sklenili, da se bodo popeljali po kamniški občini. Vestno so ustavljali na vsaki postaji in pred vsakim človekom, o katerem so predvidevali, da potrebuje prevoz. Zaradi pozne ure je bilo takšnih zelo malo. Vseeno pa se nobeden od njih ni upogumil, da bi vstopil v nenavadno prevozno sredstvo in sicer predvsem zato ne, ker niti sprevodnik, niti šofer, niti zainteresirani potnik niso znali pojasniti, kam so pravzaprav namenjeni. Gremo v boljši svet, lahko pa vas odložimo že kje prej, je skrivnostno namignil šofer tistim, ki so si radovedno imeli oči in se spraševali, ali pred njimi v resnici ustavil nekakšen fantomski avtobus. Stara mamca, ki se je ravno vračala od sosede, je že stopila na stopnice avtobusa, a se je premislila, ko je zagledala sprevodnika, ki je bruhal po najbližjem sedežu.